pozdravljeni! Čas je za nogomet. Pred nami je ena izmed najpomembnejših tekem v tej sezoni prve slovenske nogometne lige. Znano je, kdo je prvak in kateri dve ekipi se bosta prav tako iz prvenstva uvrstili v Evropo. Zanima pa nas seveda tudi, kdo si bo zagotovil obstanek med elito. Danes v Ajdovščini obračun nogometašev Primorja in Mure. Predvsem Ajdovci so tisti, ki igrajo za hamletskih biti ali ne biti. Eni in drugi so v zelo slabi formi. Primorje na zadnjih 6 tekmah vselej izgubilo, Mura pa brez osvojene točke na zadnjih 4 obračunih. V zadnjem krogu je bila slabša od Kopra. Pred svojimi navijači Josip Iličić je dosegel edini gol na tekmi. Nogometašov Bešir in Jovanović v liniji. V sistemu 5-3-2 delujejo Ajdovci. Nino Kavtar pred vrata, priložnost za Sano. In 11 metrovka za Muro. Rade Obrenović je pokazal na belo piko. Facana se je prigrebel pred svojega čuvaja, prišel do žoge. Mark Strajnar ga je očitno, vsaj po mnenju moža s piščalko, nepravilno oviral. Mrk pogled Tončija Žlogarja. Federico Rose je lepo poiskal Kavtra. Tu pa mislim, da vendarle ni nobenega dvoma. Sana je prišel do žoge pred Strajnarja in na to je prišlo do udarca po tetivi. Vse čisto. Vse čisto, Strajnar bi si zagotovo zaslužil tudi rumeni karton. Lahko vzame nekaj osredotočenosti in Bobnu jo tudi je! Mohorović na mestu! Toliko smo govorili čez oba vratarja Primorja, no Mohorović se zdaj odkuplja za nekatere grehe z te sezone. Izvrstna obramba Mohorovića, slabo izvedena 11 metrovka Matije Bobna. Turudija, Rose, Federico Rose, veliko prostora za Turudijo, desno se vključuje Facana, Turudija pelje napad za Muro, Turudija! Mimo desne vratnice, Mura je zaenkrat precej nevarnejša. Ko zaustavil, poiskal Beširja, krasno tekmo spremljamo v Ajdovščini. Mirko Mutavčič na oddaljenejšo vratnico Muriljo. Prišel je do nje Komljenović. Dobra podaja proti Korošcu. Kavtar ima priložnost. Nino Kavtar je padel. Rade Obrenović na belo piko v tem primeru vendarle ne bo pokazal, čeprav Kavtar kaže, da je bil deležen oviranja tega duela. Facana do posesti. Rešitve predvsem na desni strani, nikogar na levi za Sobočane. Korošec, Korošec, priložnost za Muro in gol! Nino Kavtar, Mura vodi z 1-0. 45. minuta, Nino Kavtar doživlja strelsko renesanso proti Primorju. Njegov drugi gol v tej sezoni, oba je dosegel proti Ajdovcem. 2 minuti bo trajal dodatek, kar ni ključen podatek. V tem trenutku izvrstna poteza Alena Korošca. Z enim dotikom je iz ritma vrgel celo primorsko obrambo in na to krasno zaposlil Nina Kavtra. Že je dosegal teže gole Nino Kavtar. Skupno je to njegov 23. gol v tem tekmovanju. Poglejmo še enkrat. Tale petkova podaja proti Sandru Jovanoviću je bila precej nespametna, na to pa Alen Korošec, izjemen prodor. Tilen Klemenčič ni bil pripravljen na ta gib Alena Korošca, ki je zaposlil Nina Kavtra, ta pa z neposredne bližine seveda v prazno mrežo in Mura vodi z 1-0. Mislim, da je to zdaj dokončno signal za Ajdovce. Posnetek je razkril drugačno zgodbo. Facana, Sana pred vrata, 2-0 vodi Mura. Luka Turudija in zdi se, da je 21-letnik odpravil soboško nelagodje glede preživetja. Korošec je znova začel to akcijo, lepo zaposlil Sano, ta pa dobro v kazenski prostor. Luka Turudija ni imel veliko za razmišljati. Darjan Slavic sicer še vedno
pod vplivom velikanskega adrenalina, ampak mislim, da je precej mirnejši, kot je bil pred prvim žvižgom Radeta Obrenovića. Luka Turudija do svojega drugega gola v tej sezoni, Korošec na desno za Sano. Pasivni so bili Ajdovci. Poglejte, koliko soboških nogometašev je pravzaprav tu bilo v zelo dobrem položaju. Roze, Turudija, pa še nekaj nogometašev zanima. Zadeve pa je v svoje roke vzel 21-letni Turudija in zdi se, da bolj kot ne poznamo odgovor glede tega, kdo iz prve lige bo šel v kvalifikacije za popolnitev. Da je poskrbel za to, da sta dve ekipi obstali med elito, tako Mura kot na to tudi Domžale. Sobočani so veliko točk zbrali pod njegovo taktirko, nova priložnost za Sobočane. Dobro, v kadru sicer uradno je, ampak ne kandidira za nastop. Tu je Nino Kauter do strela. Tudi to je bilo blizu. Kapetanska predstava danes. Tu je Niko Kasalo. Poglejte, koliko prostora zdaj na levi za Komljenovića. Saša Komljenović gre naprej, z Banjakom se bo moral soočiti. Komljenović, dobra podaja, Boben, prečka, pa še Kenan Kurtović. Kasalo, brani Mohorović. Komljenović bo očitno še pritekel do žoge. Od Slavic najprej čestitke za zmago in za dosežen cilj v tej sezoni. Morda se boste strinjali ali pa ne, ampak verjetno ste glede na zadnje obdobje privarčevali najboljšo predstavo za takrat, ko je bilo najbolj pomembno. Ja, hvala za čestitke. Kaj naj povem, prvo kapo dol fantom, ker psihološkega vidika zelo težko. Vemo, kaj smo dali čez, koliko prejšnjih tekem je bilo res na nivoju, ampak tisti najpomembnejša stvar, rezultat je vedno zmanjkal. Danes smo od vsega, mislim, celi teden smo verjeli v to, da danes to rešimo, končamo in po 22 letih zmagamo v Ajdovščini. Nekateri, nisem rekel v slačilnici, nekateri se niso rodili še takrat. Tako da nekaj težka tekma, dobro smo začeli in potem ta zastreljena 18 metrovka še težja od psihološkega vidika, ampak fanti so prebrodili. Evo, kaj je letos, kot sem povedal, ena značilnost je, ta ekipa je, ko je treba, je vedno prava in je odločna in vedno prenese rezultat. Glede na to, da ste se že sami obregnili na to zgrešeno 11 metrov, ko sem tudi sam, Nino je dejal, da je sprva on želel, pa se Matija javil, da jo bo zastreljal. To je tudi nek karakter, ne glede na to, da jo je zastreljal, da se je ekipa znala pobrati po temu. Ja, to bomo v slačilnici razčistili, zakaj ni streljal tisti, ki je bil napisan, ampak ok, to so fantje rešili sami. Matija je prevzel odgovornost, konec koncev tisti, ko prevzame odgovornost, naj strelja. Ni se šlo njemu, ampak mislim pa, da smo si zaslužili v vseh pogledih, danes bili smo boljši. Veliko stvari smo videli tisti, ki oni pokažejo že na treningih. Evo, danes so tudi na tekmi. Na to, da ste sedaj to odkljukali, ta obstanek, da se prva liga tudi prihodnjo sezono zagotovo igra na Fazaneriji. Kaj bo sedaj v preostalih tekmah, ki so še vaš glavni cilj? Preizkušanje česa novega, preizkušanje kakšnih mladih, ki jih morda letos še nismo toliko videli? Pa ne, mislim, da smo dali kar veliko priložnosti mladim, med največ v ligi, tako da tega stališča ne bomo presenetili. Normalno, da bo kak igralec debitiral, to je cilj kluba, to je vizija kluba. Ampak jaz pričakujem eno Muro, ki bo pa pokazala kaj več, predvsem za žogo, ker vem, da so več sposobni, tudi oni se tega zavedajo. Ampak pod določenim pritiskom tega še nismo pokazali, zdaj je evo, to, bom rekel, ta pritisk gre na stran in evo, ne bomo niti malo popuščali, gremo dve tekmi še imamo maksimalno in naj pokažejo, kaj znajo, ne meni, ampak celi Sloveniji. Najprej iskrene čestitke za dosežen cilj, za 3 točke, za zmago tukaj po več kot 2 desetletjih, ki hkrati zagotavlja, da se bo tudi ne glede na razplet prihodnjo sezono igralo prvo ligo v Fazaneriji. Kako ste ponosni na ekipo, ki je pokazala danes verjetno eno boljših predstav v zadnjem obdobju, da nasprotnikov praktično ni ponudila ničesar? Prvo, res hvala za čestitke. Mislim, da smo si tole zmago danes
več kot zaslužili. Bili smo boljši v vseh segmentih igre in mislim, da smo lih danes bila usvojena ta tekma, da zmagamo proti Primorju in da zaključimo in da gremo mirno za zadnje 2 kola do konca. Je bilo kaj psihološke zavore, bom dejal, po zgodaj ponujeni priložnosti za gol in zgrešenja 11 metrov, kajti začeli ste poletno, potem pa tiste zastreljene 11 metrov, kako da ste potrebovali nekaj časa. Je bilo kaj te komunikacije, ki mi ne slišimo na zelenici med vami, da ste se potem uspeli pobrati in v 2 tako pomembnih trenutkih v bistvu potem dosegli gola, na koncu prvega in na začetku drugega polčasa? Res je, da smo dosti hitro zapravili to 11 metrov, ampak mislim, da ni to nič nas oviralo. Videlo se je, da smo danes res motivirani za to, da danes že končamo vse in to je bilo to. Kaj boste sedaj sami sebi želeli še morda dokazati v teh preostalih 2 tekmah, ki vas čakate, glede na to, da je zagotovljen obstanek? Pa res, imamo zdaj še Maribor pa Radomlje, gremo sproščeno, probati zmagati in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Hvala in vso srečo, Luka. Hvala. Rogar, verjetno se boste strinjali z mano, da danes Primorje ni pokazalo tega, kar se je pričakovalo za tako pomembno tekmo. Kaj se je zgodilo narobe, ali morda v taktični ali psihološki pripravi, da niste uspeli biti konkurenčni Muri? Mislim, da psihološka priprava, strah oziroma tekma, ki jo igraš tako pomembno tekmo brez energije, brez, bom rekel, želje, da na koncu tekmo lahko zgubiš. Tekma se zgodi. Mislim, da pripravljena ni bila slabo, bolj bila slabša izvedba, veliko tehničnih napak, premalo šprintov, premalo dobljenih duelov. Ubranje na 11 metrov ko v 6 minuti, da ti ne da dodatnega motiva. Osnovne stvari, ki jih jaz, bom rekel, težko razumem, ampak dejansko pač dana situacija je taka, v kateri smo. To ni v redu. Zdaj, bom rekel, 7. poraz zapored, kakorkoli, nevezano na to, sem kratek čas tu. Bom rekel, za določene stvari prevzemam odgovornost, ampak ta podoba, bom rekel, so tekme in so dogodki, ki jih moraš z neko energijo, željo, voljo rešiti. In ko ti 4-5 igralcev odpove, ko nekateri igralci, ki vstopijo v igro, ne prinesejo tega, kar želiš, je pol dejstvo to, da spet odhajamo domov, razočarani zaradi poraza, predvsem razočarani, ker navijačem nismo prikazali ničesar. Mi nismo bili v 90 minutah nevarni. Sem imel občutek, kot da je ogromna razlika med nami in njimi, kar jaz osebno, bom rekel, verjamem, da ni, ampak ta psihološki moment je zelo vpliva na to, ni mogoče igralca 2, ki bi znali v danih trenutkih to povleči ven. In bom rekel, čestitam Muri na zmagi in na osvojitvi 8. mesta. Še pred vami 2 tekmi za redni del, potem pa seveda sledijo dodatne kvalifikacije. Kaj boste sedaj v bistvu iskali? Kaj bo tisti glavni cilj, ki ga boste iskali? Vemo, da cilj bo obstanek, ampak znotraj moštva, da dosežete ta cilj. Pa mi moramo v principu, bi jaz rekel, imeti srečo, da zadanemo z 11 igralci, ki začnejo. V kadru je na spisku 29 nogometašev, v tem obdobju so skoraj vsi dobili priložnost, mislim, da razen 1-2 mlajših igralcev. In bom rekel, dogajajo se nam zadeve, da vedno odpovejo nekateri, na katere ne računaš. In recimo podoba te ekipe na treningih je bistveno boljša, kot je podoba na tekmi. Tako da mi moramo pač ustrajati na temu, zavedati se pomanjkljivosti, ki jih imamo in to popraviti, ker kvalifikacije, kakorkoli obrnemo, ne bodo nič lažje, kot je bila današnja tekma. Z psihološkega vidika mogoče še težje kot današnja tekma. Še za konec, kot igralec in trener ste že dolgo v tem, se da to v tako kratkem obdobju popraviti, kar ste sedaj omenili? Pa jaz mislim, seveda se da, ne. Včasih je nek moment, ki spremeni določeno zadevo. Zdaj, na kakšen način se bomo tega lotili, moramo dobro razmisliti, dobro analizirati.
v bistvu zadnji 2 tekmi pripraviti ekipo do tega, da bomo potem tisti, mislim, da je četrtek, ko je prva kvalifikacijska tekma, da bomo v top formi. Zdaj, mi se dosti z nogometaši pogovarjamo, dosti so se tudi oni sami, ampak v določenih zadevah bojo morali tudi sami povleči voz. Mi do neke mere lahko pomagamo, ampak več kot to, bom rekel, je zelo težko. Strinjal se je že trener, pa verjetno se boste strinjali tudi sam, da danes Primorje ni pokazalo tega, kar se je pričakovalo, glede na pomembnost tekme. Kaj je bilo narobe, da v bistvu od prve minute niste izgledali na igrišču, kot morda na nekaterih preteklih tekmah, pa čeprav niste zbirali točk? To danes je bilo porazno, že od samega začetka, brez kakršnekoli energije. Bili so boljši vsem od nas v želji, borbi, kar pa na domačem terenu in v taki poziciji, ki smo, se ne bi smel zgoditi. Že penal v 6. minuti, pa ga golman bran, nekaj, kar bi nas mogel dvigant, mi pa odreagirali zelo, zelo slabo in to danes je bilo porazno. Kaj je imel morda tale kratek pogovor z navijači, verjetno se strinjate z njimi, da je prisotna jeza in nezadovoljstvo zaradi videnega, ampak sezona še vseeno ni izgubljena. Res je, razumemo vsega in žal nam je, da so prišli tole danes gledati, ker nismo bili vredni ničesar. V tej priložnosti bi se jim tudi rad opravičil. To nismo vredni s to predstavo tega grba in moramo pokazati nasprotno, tako kot ste rekli, nič ni izgubljeno. Imamo še 4 tekme, zdaj 2 pred dodatnimi kvalifikacijami in tja bomo šli na nož, kajti to nam je borba za preživetje.